Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. No, z našo kamero se bomo tokrat predstavili k osrednji knjižnici v Celju, kjer tamkaj poteka razstava Gledati, videti izdelkov dijakov Umetniške gimnazije, Gimnazije Celje Center. Otvoritev letošnje 21. po vrsti redne letne pregledne razstave del dijakov Umetniške gimnazije likovne smeri na celjski Gimnaziji Celje Center je potekala na ploščadi pred osrednjo knjižnico Celje v prijetnem zgodnjem popoldnevu v četrtek 15. maja pred mnoštvom dijakov Gimnazije Celje Center, njihovih profesorjev ter naključnih obiskovalcev. Pod naslovom Gledati in videti razstava pravzaprav bolj kot same izdelke predstavlja program Umetniške gimnazije likovne smeri. Profesorica strokovnih predmetov Umetniške gimnazije na Gimnaziji Celje Center Maja Rak. Meni je ta razstava v osrednji knjižnici Celje izjemen prostor za pregled letne produkcije pri strokovnih predmetih. Ni to klasična razstava v smislu galerijskih prostorov. Razstavljeni izdelki niso seveda originali, ampak so fotografije izdelkov, kar seveda ni enako, kot če bi gledali originale. Je bolj predstavitev naše šole, našega programa, Umetniške gimnazije likovne smeri. Gre bolj za to predstavitev tega programa. Razstava je torej vsako leto na določeno temo. Letošnja je Gledati in videti. Zakaj prav ta tema in kako so se odločili zanjo? Na to temo sem prišla tudi zaradi likovnega izdelka, ki je del celostne grafične podobe te razstave. Ko se v drugem letniku pri likovni teoriji učimo o optičnih prevarah, o tem, kako naše oko vidi drugače, kot interpretirajo možgani. Je pa seveda to pomenljiv naslov, ki ga lahko prevedemo na različna področja, ne le na likovno umetnost, kar je bilo razvidno tudi iz programa. Program Umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje Center deluje že 21. leto, od leta 2004. Trenutno ga obiskuje 110 dijakov. V vseh teh letih pa ga je absolviralo cirka 500 dijakov. Tudi letošnja njihova pregledna razstava resnično predstavlja široko paleto likovne dejavnosti in seveda ustvarjalnosti, ki jo gojijo in poučujejo v programu Umetniške gimnazije. In kako sta z letošnjo 21. razstavo zadovoljna vodja Umetniške gimnazije profesor Otmar Uranjek in ravnatelj šole profesor Rok Lipnik. Ja, vesel sem, da že 21. razstavljamo z dijaki Umetniške gimnazije likovne smeri. Sam sem si pred uradnim odprtjem že uspel ogledati razstavo in moram reči, da sem zelo zadovoljen. Torej vsi mentori se zelo trudijo na visokem strokovnem nivoju, pokaže ta razstava, da delamo ves čas, pokrita so vsa likovna področja, od likovne teorije pa do plastičnega oblikovanja, risanja in slikanja in tako naprej. Tako da smo zelo zadovoljni. Ja, letošnja razstava z naslovom Gledati in videti nas opozarja na to, da moramo videti in gledati vse okrog sebe in najti tisto umetnost, ki jo lahko vidimo, slišimo, tudi a ne preberemo. Opozarjamo na to, da moramo pozorno usmeriti svoj pogled na umetnost. In kako so se odrezali dijaki Umetniške gimnazije, Gimnazije Celje Center? So dobro gledali in videli? Ja, dijaki Umetniške gimnazije likovne smeri veliko ustvarjajo, veliko vidijo, veliko gledajo, tudi slišijo in poslušajo in ustvarjajo zelo ustvarjalno, zelo kreativno in tudi s svojimi očmi ustvarjajo en tak dober pogled na to, kaj jih pred očmi čaka in tudi kar vidi njihova domišljija. K razstavi vsako leto pripravijo tudi katalog. Poleg pričujoče razstave v srednji knjižnici Celje pa v tem času potekata še dve razstavi likovnih izdelkov dijakov te šole. V njihovi galeriji AQ v Umetniški četrti v Celju ter v galeriji sodobne umetnosti v Knežjem dvorcu. Kaj pa dijakom pomeni razstavljati na teh razstavah, še posebej novincem? To mi zelo veliko pomeni, ker razstava izraža nek trud, ki smo se trudili to čez celo šolsko leto, smo nadgrajevali naš že talent in mi zelo veliko pomeni, ker je v bistvu neka zaključna, nek zaključen odraz, česa smo naredili v tem letu.
In zakaj je Zala za svoje srednješolsko izobraževanje izbrala ravno umetniško gimnazijo likovne smeri? Umetnost mi že od malega zelo veliko pomeni in pač neko toplino čutim proti umetnosti. In tudi v bistvu prvič, ko sem stopila na šolo, sem že začutila, to je to, in glede na to, da je bila še umetnost zraven, sem bila takoj za. Med dijaki na otvoritvi smo srečali tudi maturantko Jernejo Sikošek, prejemnico druge nagrade na letošnjem mednarodnem natečaju Donavski umetniki, ki jo je prejela za svoj video izdelek. Kaj ji pomeni to sodelovanje in prejeto priznanje? Mislim, zagotovo je ena izkušnja, lepa izkušnja, ko sodeluješ z tako profesorji, kot pa tudi, ko vidiš, kako se dejansko stvari odvijajo naprej na tekmovanjih. Sicer mi je pa bilo zelo lepo, ker so imeli tudi zelo prijeten sprejem na ministrstvu in sem tudi tam v bistvu malo videla, kako delujejo stvari, pa to, tako da je bilo to zanimivo. In njeno nadaljnje izobraževanje po maturi letos? V bistvu grem na biologijo naprej, v Ljubljano, tako da ja, kar zanimivo. Veliko mojih sošolcev je zbralo smeri, ki niso povezane z umetnostjo. Kar v bistvu kaže na to, kako tudi umetniška gimnazija da zelo širok spekter znanja. Kaj pa v teh likovnih krogih še ostaješ? Mislim, definitivno, zagotovo bom ustvarjala sama zase. Na otvoritvi pričujoče razstave Gledati in videti pred osrednjo knjižnico Celje smo srečali tudi nekdanjega dijaka te šole, smeri umetniške gimnazije, Timoteja Jevšenaka, danes diplomiranega inženirja arhitekture, veliko Celjanov pa ga pozna tudi kot odličnega pevca, saj je kot solist že nastopal s celjskim plesnim orkestrom Žabe. Timotej se je v Celju že tudi predstavil na razstavah. Zadnje njegovo prepoznavno sodelovanje je bilo pri obnovi kultnega kioska K67. In kako Timotej danes gleda na razvoj programa umetniške gimnazije likovne smeri Gimnazije Celje Center? Ja, jaz bi rekel, da je to res ena odlična šola, ki spodbuja talente in jih tudi, ne da jih ukaluplja, ampak jih predvsem usmerja v razvoj, nadaljnji razvoj v bistvu njihovega talenta, ne? Kar je zelo pomembno, v bistvu podpirati dijake in dijakinje v tem, v čemer so dobri. Ne? In to je pomembno, da se v bistvu ne ukaluplja nekih umetnikov, ne, ali pa arhitektov, ne, kakorkoli, temveč da se pušča odprto seveda ustvarjalnost naprej. Zadnjih 15 let domovanje vsakoletni razstavi del dijakov umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje Center daje celjska osrednja knjižnica. Nekaj mesecev po tistim, ko se je knjižnica preselila v te nove prostore, pred 15 leti smo prvič, bom rekla, to razstavo v knjižnici pripravili v sodelovanju z Gimnazijo Celje Center, tako da nas, bom rekla, povezuje kar ena lepa tradicija. Skozi leta je ta razstava zelo napredovala, tudi vizualno. Vemo, da včasih je bila razstava čez vso knjižnico, bile so skulpture, razni drugi izdelki. No, potem pa smo se odločili, da bo razstava res samo na teh šipah, ker je tudi najbolj pregledna. In vsako leto ima zelo pomenljiv naslov, tudi letos Gledati in videti. Je polna kreativnosti, polna ljubezni do ustvarjanja med mladimi in mi smo zelo veseli, da je dobila mesto v naši knjižnici. Tokratna razstava, 21. po vrsti, je torej postavljena na ogled do 15. junija v osrednji knjižnici. Kako pa na šoli vidijo razvoj programa umetniške gimnazije likovne smeri v bodoče? Ja, sodobno posega v ta naš program, seveda, sodobne ustvarjalnosti, sodobne umetnosti, sodobne tehnologije. Tudi dijaki veliko s Centrom sodobnih umetnosti sodelujejo v vseh 4 letih in tam se naučijo mnogo novih pristopov, novih tehnologij in uporabo v bistvu vsega novega, kar še morda v programe in predmetnike ne morete tako hitro prodreti, pa prodreti skozi to ustvarjanje, tako da so zelo aktualni. Za naslednje leto pa že načrtujejo temo za razstavo, ki jo bodo navezali na Kosovelovo leto. Torej literarna tematika.
Za naslednje šolsko leto nekako gledamo v Kosovelovo leto, ki ga je država razglasila, tako da bomo mi tudi v tej smeri sledili in razmišljali, brali, ustvarjali tudi v tej smeri z dijaki. Zagotovo za naslednje leto načrtujemo, bom rekla, bolj poglobljeno prireditev, sodelovanje in tudi dogodke, ki bodo neposredno povezani z Srečkom Kosovelom. 21. redno letno pregledno razstavo dijakov umetniške gimnazije Celje Center si boste lahko tukaj v srednji knjižnici v Celju ogledali vse tja do 15. junija letos. Seveda pa ne pozabite tudi na njihovi dve razstavi v likovnem salonu oziroma galeriji sodobne umetnosti v Celju in pa v njihovi galeriji AKU v umetniški četrti. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.